Torej, v galeriji Y je na ogled samostojna razstava Mita Gegića z naslovom Nihče ne bo razumel, kakšno nasilje zahteva nevidnost. Gegić predstavlja v bistvu aktualno umetniško produkcijo iz zadnjih 2 let, ki je nastala torej med 2024 in 2026. Na razstavi izpostavljamo v bistvu 2 vidika ustvarjanja. Eden se nanaša v bistvu na moške sedeče figure, ki utelešajo neko moško patriarhalno držo, pozicijo, in za svojo držo, za svojim izrazom v bistvu izkazujejo ali pa odpirajo vprašanja o nekem samovoljnem, samoumevnem prevzemanju pričakovane družbene vloge. Figure so upodobljene, globoko pogreznjene v neka sedišča in nakazujejo na neko brezbrižno, ravnodušno držo, hkrati pa učinkujejo kot neki tihi upravičenci družbenih struktur. Drugi vidik, ki ga tudi izpostavljamo v bistvu na razstavi, je nasilje. Motiv lova je v Gegićevi tradiciji prisotno že več kot desetletje in še zmeraj nastopa kot neka metafora v bistvu za družbena razmerja, za moč, za oblast, za nadzor in nenazadnje tudi za različne oblike nasilja. To nasilje smo nekako s Kristino razširili zelo, mislim, da pametno iz njene strani, ki me je malo potisnila, malo mi je dala brco govoriti, da nekako je to nasilje pri meni bilo mogoče monolitno, ne? Da v samem lovstvu, kljub temu, da sem skušal politične izjave tukaj podajati, je lahko tudi neka tiha stvar, hkrati pa kričeča, da se dogaja v nekem dialogu, ne? In to nasilje je, skušam ga nekako presnoviti ven iz lovstva v, rečemo, očetovsko logiko, to, kar je nekaj svežega zame, ali pa v logiko, kaj je to sploh moški, oziroma kdo ti govori, kaj je moški in a je to govorjenje lahko tudi samo po sebi nasilje, ali je to del nekega nasilnega sistema. In to je neka stvar, ki mi je bila v podstati izjave, ko sem jo probal posredovati. Nežne stvari so pri meni dolgotrajne ali pa se ponavadi zgodijo v mojih inštalacijah, kjer so bolj poetični, emocionalni poudarki. V samih slikah pa rad bolj kričim. V primerjavi z zgodnejšimi deli lahko opazimo določene spremembe, predvsem v obliki prezentacije nasilja. Če smo imeli v bistvu v zgodnejših njegovih delih zelo jasno, eksplicitno podane vsebine in tudi vsebine, ki so se nanašale na lov, s tem pa tudi neke izvajalce ali lova, ali pregona, ali klanja, lahko v tej novejši produkciji opazimo v bistvu, da iz platna izginjajo človeške figure. S tem pa tudi možnost identifikacije in v bistvu neke etične orientacije do samega upodobljenega dejanja. V primerjavi z prej se slika precej bolj destabilizira, fragmentira, ne? In tudi to v bistvu tako na nivoju barve kot na nivoju uporabe maskirnega traku. Maskirni trak je v bistvu še vedno prisoten noter, ne zato, ker ga potrebujem, ampak ker je še vedno del stavka izjave, ki jo podajam. Vse te organske oblike, ki se pojavljajo gor, maskirni element še zmeraj nastopa kot nekaj hladnega, ostrega, nekaj, kar zareže noter, ne? Je tudi eden od teh nosilcev nasilja, ne? Ki ga želimo uporabiti v pogovoru z materijo pa z izjavo, no? Tako da ni več sam po sebi nosilec, malo se je, kako ne rečem, v smislu narativa horizontalno razpršil, in še vedno je prisoten v svoji vertikalni pojavi, v svoji hladnosti, v svoji ostrini in je zgolj eden izmed sogovornikov v tem nasilju. Predvsem se mi zdi, da sem v bistvu naredil zavesten odmik, ne, od prejšnjih zelo jasnih realističnih struktur pa tehnične neke zakoličenosti, da se tako izrazim.
pa odprl vse bolj likovno, no, da je v bistvu več barve, več abstraktnih elementov noter, da se v bistvu tudi potem prostor razgiba, da se v bistvu gledanje razgiba in s tem tudi koncept in narativ. Tako da to precej premišljena, zavestna poteza bila. Barva je tisti osnovni slikarski element, ki je zelo unikaten za slikarstvo, ne? Pa tudi sama barvna materija, ne? Na platnu je nekaj, kar se ne da tako preprosto reproducirati v drugih medijih. V smislu koncepta je pa barva sama po sebi tudi nasilje, še posebej ta kričeč aspekt barve, ko je popolnoma zasičen in je že težje obvladljiv, ne? Ker nekako, če kontrastiram zopet z poprejšnjim delom, kjer so v bistvu monokromni pristopi, zato da se je v bistvu nasilje bolj grafično in bolj nazorno uprizarjalo, je tukaj tole prešlo v tole kričečo, zasičeno raven in barva vsaj zame operira na ta način. Gegić vzpostavlja v bistvu neko analogijo z nekimi sistemi upravljanja in za dan danes lahko trdimo, da v bistvu se krivda pogosto pripisuje nekemu nedosegljivemu totalnemu sistemu, v katerem so naloge pogosto razdrobljene, diferencirane, s tem pa tudi se odgovornost razprši. To sistemsko nasilje je pogosto skrito v nek hladen jezik racionalnosti, ki se skriva za protokoli, postopki, administrativnimi odločitvami, pogosto v imenu varnosti, učinkovitosti, pa tudi, nenazadnje pa tudi dobička. V takem sistemu, ki ga mogoče Gegić preizprašuje in odpira, človek, žival in narava ostajajo samo še neke spremenljivke v mehanizmih upravljanja. Družbena angažiranost je še vedno prisotna, pa ne da je zdaj bolj zakrita, temveč je bolj zakodirana v smislu nivoja branja, ne? Še vedno lahko prepoznaš figure, še vedno prepoznaš lovske preže, še vedno prepoznaš gozd, še vedno prepoznaš vse tiste predobstoječe elemente, ki si jih poprej uporabljal 15 let. Tukaj so pa v bistvu zakodirani zdaj v barvo, v te elemente, v bistveno bolj razgiban prostor, tako da tale message je še vedno tle, je pa nadgrajen, pa bolj pester. V bistvu je precej isto, kot je bilo poprej, s tem, da sem pač odprl svoj repertoar. Poprej sem v bistvu te podobe iskal, pa lovil po internetu, tudi zdaj se isto to dogaja, ampak zdaj sem nekako začel postopati z širšo paleto noter. Da ni zgolj tisti ena podoba, ki bi me pritegnila, pa potem ta razrez, temveč je nekako slojevito nanašanje različnih pomenov pa nosilcev na ta postopek. Tako da, v bistvu, jaz se počutim precej isto pri tem še vedno.